Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega prvenstva Prve lige Telemach. Odpiramo 10. krog našega državnega prvenstva v Domžalah, obračun Kalcerja iz Radomelj in Brava. Martin Matoša in pravilno ocenil, da je to prekršek. Josipovič skače Ogrinec, pa potem Memič. Še enkrat dvojna podaja, tole je zdaj prva prava priložnost in zadetek. Krasna akcija Memiča in Ogrinca, predvsem lepo pa se je slednji otresel Čuvaja in potem tudi rutinirano premagal Darka Marjanoviča. Veselje seveda, zadovoljstvo na klopi Brava, tule je Marjanovič, ki je bil seveda brez moči. Krasen zaključek Sandija Ogrinca, to bomo zagotovo videli še nekajkrat. Prva prava priložnost na tej tekmi in tudi izkoriščena. Poglejmo še enkrat, kako sta pletla Memič in Ogrinec, potem pa sijajno preigravanje. Vsaj tako so sporočili v mariborskem taboru. Tule ima zdaj Guzina priložnost. Guzina, toda visoko je šla ta žoga, pa poizkus proti napada. Šarič ima na desni strani prostega soigralca. Tule zdaj za Bukovnik. Pa Blajič, ki poizkuša s predložkom. Zaključek je bil to Guzine. Ogrinec pa je osnovno opravil, žogo obdržal. Trontelj s predložkom, Memič je v katskem prostoru. Še lahko nevarno, pa strel z razdalje. Španring je poizkusil. Vstopil je Sandin Uhanovič, tole je zdaj priložnost za Memiča. Memič je v kanskem prostoru, Blajič je ostal v igri. Pa zdaj padec v kanskem prostoru in 11-metrovka. 11-metrovka za Ljubljančane, Guček je očitno storil prekršek. Ogrinec izvedel to najstrožjo kazen, zdaj že v 66. minuti. Ogrinec strelja zanesljivo. Izvrstno izvedena najstrožja kazen. Sandi Ogrinec. Kalcer Radomlje, Sandi Ogrinec. 0-2 bi lahko rekli, glede na to, da je oba gola za Bravo zabil ta 23-letni vezist v 66. v Ljubljani z 2-1 in doma s 3-2. Blajičev predložek. Še lahko nevarno Božič. Božič strelja in mislim, da je žoga oplazila vratnico. Rok Hanžič, 7. zaporedni poraz. Trudili ste se danes, ampak nekako v zaključkih ni bilo prave nevarnosti. Kaj pravzaprav reči po takšnem obračunu, kot bršaš čestitati tekmecu za zmago? Ja, čestitke Brahu za zmago, zaslužena zmaga, 2-0. Sicer smo si zopet mi ustvarjali priložnosti, iz katerih pa, kot ste rekli, v samem zaključku napada ne moremo zadeti gola. Ne, Bravo je bil kompakten, težko smo tudi prihajali do izrazitih priložnosti, tako da moramo čestitati nasprotniku za zmago. Kako zdaj naprej, kako vendarle prebuditi ekipo? Treba delati naprej, ne smemo zgubiti neke želje, neke volje. Pač to je nogomet, to se dogaja. Treba dvigati glave, hitreje pride zopet nova tekma. Pač ne smemo vršiti puško v koruzo, treba se boriti dalje in pa pokazati na igrišču še več. Dejan Grabič, načrt se vam je očitno izšel, zmaga z 2-0. Nekako sem dobil tudi občutek, da se igralci tudi niso pretirano trošili, po domače povedano, na tej tekmi, da ste vendarle ohranili tudi še dovolj moči za nadaljevanje, pa vendarle prišli do nove zmage in zdaj ste celo poravnani na vrhu s Koprom. Vaš komentar tega srečanja? Ne bi rekel, da se niso potrošili igralci, ker so bili v teku brez žoge pravočasni in potem mogoče to zgleda, ker si hitreje, kompakten, hitreje lahko izvajaš tisto, kar delaš v napadu ali pa v obrambi. Mislim, da so zelo dobro odtekli danes tekmo in da je to bil ključ za zmago. In to je to. Gremo naprej.
Zdaj imamo še v nedeljo Aluminij, oni bodo imeli dan manj za počitek. In to je to. Kar se tiče pa Radomelj, pa današnje tekme, moram reči, da smo bili v enaki zgodbi 3 leta nazaj in hvala Bogu smo imeli pravilno vodenje strani klubskih starešin, klubsko politiko pravilno nastavljeno, da so znali nas zapeljati skozi vzpone in padce. In mislim, da se Radomelj zdaj podobna stvar dogaja. Je pa seveda odvisno od odločitev v vodstvu kluba, ali so, bom rekel, dovolj zreli, da vidijo neke vzporednice z našo zgodbo. In jaz mislim, da imajo zelo dobro ekipo in zelo dobre trenerje in ne vidim razloga, da jim ne bo šlo spet dobro. Pred tekmo ste rekli, ta tekma bo morda prelomnica, ali bomo šli v tisti zgornji del lestvice, ali se bomo borili za mesta v spodnjem delu. Bodo apetiti zdaj morda še kaj narasli? Ne bodo. Mi vsako tekmo vzamemo tisto, kar se nam ponudi, če smo dovolj dobri. In bomo res šli korak po korak, korak za korakom. Ne vem, ne bojo se nadvignili apetiti. Prej sem govoril o tem, o neki stabilnosti klubskih in mi imamo pred sezono začrtane cilje poslovne in športne in tega ne sme zamajati niti dobra serija, niti slaba. Bomo pa seveda poskušali na vsaki tekmi dati vse od sebe in zmagovati. Dejan, morda samo še to, kako komentirate današnji žreb. Čaka vas prihodnji mesec seveda še četrtfinale pokala. V vsakem primeru bi to bil prvoligaš, ne, smo se še ostali. Ne vem sploh, kaj naj komentiram. Mura, super, zelo radi gremo tja in se od njih veliko učimo, smo pa tradicionalno tudi zelo neugoden nasprotnik Prekmurca. Še en poraz 7. zapored v državnem prvenstvu. V prvi vrsti nas seveda zanima, kakšen bi bil komentar današnje tekme, kje ste danes srečanje izgubili in kako se zdaj seveda iz te krize, ki je več kot na dlani, nekako rešiti in priti v mirnejše vode. Za nami je še ena težka tekma. Bravo je zelo dober nasprotnik, zelo dobro so odigrali to tekmo, izkoristili svoje priložnosti. Mi jih žal spet nismo, pripravili smo si par priložnosti, pol priložnosti, ki bi jih mogli zadeti, ampak se vleče zdaj ta zgodba že nekaj časa, da enostavno ne moremo oziroma ne znamo zadeti gola. Tako da, kot ste omenili, ta niz 7, ali ne vem koliko točno že porazov. Na vseh tekmah smo si pripravili res lepo število priložnosti in to je glaven problem, da nismo učinkoviti, ne. Jaz mislim, ko bomo enkrat zadeli, da se nam bo odprl in to je v bistvu glavni cilj, ki ga je treba doseči v prihodnjih tekmah. Samozavest je še tu, to je najbrž ključna zadeva, ki jo vendarle morate nekako ohraniti v nadaljevanju sezone. Ja, definitivno. Mislim, da vsi fante vemo, zakaj igramo, koga predstavljamo na igrišču in na vsaki tekmi treba dati 100% in se probati priti do zmage, ne. Sandi Ogrinec, najprej seveda čestitke, junak tekme, strelec 2 zadetkov, zmaga vaše ekipe, poravnani ste po točkah na vrhu razpredelnice. Kaj sploh lepšega v tem trenutku? Pa ja, prvo hvala za čestitke. Moram reči, da tudi sami nismo pričakovali tazga štarta v prvenstvu, ampak bomo uživali v tem momentu, poskušali nadaljevati s takimi tekmami, dati 100% oziroma še več in mislim, da rezultati ne bojo izostali. Danes ste bili tudi vi osebno zelo navdahnjeni, 2 zadetka, ne dogajajo se takšne zadeve ravno pogosto. Vaš komentar še s te plati? Pa ja, jaz nikoli nisem slovel po velikih zadetkih, ampak evo, v zadnjem času se mi nekako odprlo tiste tekme z Olimpijo, tako da upam, da bom samo nadaljeval v takem ritmu. Vam bodo zdaj, to sem vprašal že trenerja, morda apetiti kaj narasli, ko vendarle vidite, da ste v samem vrhu, se bodo cilji morda kaj spremenili, boste ciljali še na kaj višjega? Pa seveda lepo videti tak razpored na lestvici, ampak
Mi imamo nek svoj cilj na koncu sezone, gremo tekmo po tekmo, vsako tekmo na zmago po 3 pike in točke bomo seštevali na koncu.